v Mariboru in se selimo na 3. gimnazijo Maribor, ki je pripravila celo 2 prispevka. Prvi prispevek je o mikroplastiki v zobnih pastah. Pripravili so ga dijaki iz 3. in 1. B razreda pod mentorstvom profesoric Anice Hartman in Simone Pečnik-Posel. Mislim, da bo pa tole predstavitev danes imel pa Žiga. Dobar dan, sem Žiga Kozelj, dijak 3. A razreda 3. gimnazija Maribor. Danes vam bom predstavil našo raziskavo o mikroplastiki v zobnih pastah, katero sem skupaj naredil z mojimi sošolci in pa dijakinjami 1. B razreda ter pa mentoricami Anico Hartman ter Simono Pečnik-Posel. Torej, mi smo analizirali 10 različnih zobnih past oziroma smo preverili njihove deklaracije ter se pozanimali, katere vsebujejo mikroplastike, katere ne. Prva izmed zobnih past, ki smo jo pregledali, je bila Sensodyne Sensitivity and Gum, za katero smo ugotovili, da vsebuje mikroplastiko, in sicer kar 2, to sta pa PEG-8 ter Carbomer. Naslednja je bila Vademecum Micellar Clean, ki je prav tako vsebovala mikroplastiko, spet PEG-8. Zatem smo pregledali Dentodent Kreuter, ki je bila prva zobna pasta, pri kateri smo zasledili, da ni vsebovala mikroplastike. Naslednja je bila Alternative Plus, ki je pa prav tako spet ni imela mikroplastike. Spet smo imeli še eno Vademecum zobno pasto, Vademecum Gel Toothpaste, ki je nažalost vsebovala mikroplastiko PEG-32. Naslednja, prva Aquafresh zobna pasta, Aquafresh Triple Protection, je spet vsebovala mikroplastiko, to je bila PEG-8. Sensodyne 24/7 Sensitivity Protection, pa na srečo še ena mikroplastika, ki ni vsebovala, oziroma še ena zobna pasta, ki ni vsebovala mikroplastike. Naslednja je bila Colgate Max White Expert Micellar, ki je spet vsebovala mikroplastiko, in sicer PEG oziroma PPG 116-66 kopolimer. Potem smo še pa imeli 2 zobni pasti, Himalaya Sparkly White in pa Vademecum Bioprotection Complete, katere 2, nobena od njih ni vsebovala mikroplastike. Na koncu smo v bistvu ugotovili, da od 10 pregledanih zobnih past jih je le 50% oziroma 5 vsebovalo mikroplastiko, kar smo bili kar presenečeni in se nam je zdel relativno nizka številka. Smo pričakovali, da bo več mikroplastike v zobnih pastah. Najpogostejša mikroplastika, ki smo jo zasledili, pa je bila PEG-8 oziroma propiletilen glikol. Hvala za vašo pozornost in posluh. Najlepša hvala. Z nami je bil Žiga Kozelj in ostali dijaki iz 3. gimnazije Maribor. A lahko tukaj jaz nekaj pokomentiram? Sem ravno hotela reči, da bi Anja tole pokomentirala. Sem vedela, da boš komentirala, ja. Hvala Žiga za tole predstavitev. Mogoče bi vas želela tukaj pri definiciji mikroplastike opozoriti. O tem smo se tudi pogovarjali. Polietilen glikol, ta kratica PEG, so sintetični polimeri, so res, ampak v bistvu te definicije mikroplastike, ki prispeva k obremenjevanju okolja, pa ne prispeva, zato ker gre za vodotopne polimere in se načeloma kot mikroplastika, ki obremenjuje okolje, ne šteje. In to pomeni, da tudi po tej klasifikaciji, ki jo uporablja kampanja Beat the Microbeat, polietilen glikol je uvrščen na oranžni seznam. Torej pod tisto skupino sintetičnih polimerov, kateri so skeptični v smislu, da se jih je vseeno treba nekako preventivno izogniti, ampak kot mikroplastika, kot taka, to
ni. Medtem ko karbomer, ko ste ga imeli, to pa je definiran, torej je nevodotopen sintetični polimer in se uvršča na ta rdeč seznam mikroplastičnih komponent. Tako da nič ni bilo narobe, ampak mogoče vas samo na to klasifikacijo upozorim. Polietilen glikol se tudi ne bo, rečemo v teh omejitvah, ki se predlagajo na nivoju Evropske unije, se ne bodo, bomo rekli, umaknili, zato ker so vodotopne molekule. Tako da zdaj, če ste bili presenečeni nad 50-procentnim izkupičkom, če lahko temu rečemo, ta v bistvu, če pogledamo zdaj čist natančno, je ta izkupiček še nižji, kar je seveda dober. Tako da tiste res prav mikroplastične komponente, ki so tvegane za potem kopičenje v okolju, teh ste našli res malo. Tako da to v tem oziru bi